Verjetno je kriva suša, ugibajo krajani, stoječ ob Vaškem kalu, kjer je gladina vode veliko nižja kot ponavadi. 50 let se spominjam od začetka, kar sem, take suše in tako brez žab še nikoli ni bilo. Letos je manj kot lani. Ne vem, kaj je, ali je to vreme, ali je neka sprememba je. Nekdaj so bili v hrastu priča pravemu žabemu pomoru, saj morajo žabe ob množični selitvi v njihov kal in iz njega prečkati Vaško cesto. Pred 4 leti pa so na pobudo novomeške območne enote Zavoda za varstvo narave postavili plastične ograje in tako zdaj žabe vsako leto ročno prenašajo čez cesto v kal in čez teden ali dva nazaj na travnik. Zdaj smo v taki fazi, da je večina dvoživk že šla v kal, tako da zdaj nam preostane še druga faza, in sicer, da jih prenesemo preko ceste v drugo smer, se pravi iz kala nazaj na njivske in travniške površine. V letošnji akciji so s pomočjo učencev iz bližnjih osnovnih in srednjih šol v kal prenesli okrog 5000 žab, kar je tretjino manj kot lani. Suša in velika nihanja temperatur, to je zagotovo botrovalo drugačnemu obnašanju dvoživk, menijo strokovnjaki. To sigurno ni dobro za dvoživke, se pa učimo tudi mi od dvoživk samih, tako da težko je točno povedati, koliko bi jih moralo biti, kdaj bi morali biti. Ta narava gre tudi narobe, kot cel svet gre tudi ta narava, žabe tudi grejo po svoje. Zdaj želijo nazaj v gozd in na polja, saj se v teh dneh žabja svatba končuje.